8:32 je 8.6. četrtek. Dobro jutro. Dobro jutro. In naše jutro nadaljujemo glasbeno, čeprav pesem narekuje, da se obrneš. Bomo citirali legendarnega Freddija Millerja. Če komu moja glasba ni všeč, naj se obrne za 360 stopinj in gre naprej. Samo posle zaletevate že ga. Tako verjetno, kot so si tudi Gedore želeli, da se v video spotu za Obrni se glavna nastopajoča zaleti v vas, ali ne? Ja, vsi smo to pričakovali. Ni se ni zgodilo, ne? Bil je cilj, no. Ampak se je izbrala drugega. Je pač tako v življenju, ne? Danes sicer niste v polni zasedbi, ampak v naše jutro so prišli Gedore, Tomaž, Mitja, Marko in Jan. Yes. Dobro jutro. Dobro jutro. Kakšne so kaj prve informacije glede vašega zadnjega komada? Kako je kaj, se prijemu, se že kaj govori o njemu, ste dobili kakšno povratno informacijo? Ma, itak, prvo na spot, ne, ker spot je izpadel ful... Spot je legendaren. Res je. Ne, ful dobrih odzivov, dober feedback in res, veseli, kontenti. V fitnessu ga je menda vsi prepevajo zdaj. Ne, veš kaj, vrnili so nam Rustjo s poškodovano roko, ne, tako da... Kako je roka? Jaz sem to videl. Mislim, da je Mitja priča. Poglej zdaj. Res lahko naredite en hud trik, ne. Kako je to? Pokazal, kako se ne sme. Ja, tako. Dejansko na skiroju je probal biti na prvem kolesu, no, pač to, ne vem, kako sploh to možno narediti, ampak... Očitno ni. Ne, moram priznati, da mu je uspelo. Prvič mu je uspelo in potem drugič je rekel, še enkrat, da vidim in to pa to, no. Veš kaj pravijo, osu gre samo enkrat na let, ne? Zdaj sem se spomnil na en naš zelo znan džingel. Che figura di merda. Evo tako. Damo hite. Obrni se, Gedore, Žiga Rustja z vami, 8:34. Jutro. Obrni se, Gedore na Caprisu, 8:38 na Caprisu, tako. In zdaj še v živo tudi na Caprisu. Tako da še enkrat dobro jutro, Marko, Mitja, Tomaž in Jan. Dobro jutro. Pred nekaj tedni ste izdali svoj prvenec. Koliko let ste ga delali, je? Ne, Marko. Ena roka je malo. Prstov. Ja, zavleklo se je, no. Pač ne bom rekel hvala Bogu, ampak je prišla ta... Ne vem, če ste slišali za tisti virus, ki je razsajal. Ja. Nekaj je bilo slišati, ja. No, in takrat smo pač imeli malo več časa in smo rekli, orka la Madonna, ne? Gremo, naredimo, zapremo. Zdaj v bistvu po vsem tem zareč čakanju in procesu, je album takšen, ko ste si ga predstavljali oziroma ko ste si ga zamislili? Veš, dolgo je trajal, ne? Tako da po moje ta naš target, no, ta naš končni cilj, varianta. Se je skozi vsa ta leta, dajmo reči 7 let je bilo, ne? Ali 6 let, ki smo ga delali, je bil skozi vsa ta leta drugačen, no? Pol na koncu pač smo pogledali nazaj, je bilo narejeno, okej, ni mu kaj reči. Ja. Super. Veš kaj, poleg tega albuma, ne, včeraj smo še sicer nekaj omenili to zadevo, ampak jaz smo vprašali nekaj drugega. Tramon je v bistvu vaš studio, vse bolj znan studio, kjer številni ustvarjajo in snemajo, je pa v štartu bil zgolj vadnica in prostor za druženje, tudi jaz sem tam doživel en kupenih noči in ful lepe, take nepozabljive trenutke. Kdo vse je tam postopal in a je kakšna posebna anekdota glede Tramona, recimo kot ime? Marko, to boš ti verjetno najboljše vedel. Anekdote so, ne vem, lahko ti povem eno, ki mi zdaj tako pade na pamet, je, da žurke so bile gor, valjda? Absolutno. Ne, ker če ni glasbe brez žurke in obratno. Smo se odločili en večer, da bomo pekli čevapčiče po slovensko, se reče. Ja, sprejemamo oboje. Mestne zvalke, ali kako. Če imamo mi ime za to, no. Če boš povedal še 2 take, te vzamemo tu za delati, veš, hitro. Ne, in v glavnem smo prižgali mi ta roštilj, olje za ga pač namazati, prvo, ki je prišlo pod roke. Ko smo prvi čevapčič pojedli, smo ugotovili, da je bilo to motorno olje. Ste pojeli vse? Ne, prvega smo pojedli, potem smo se ustavili tam, ne. Pač vse veš, no, je v naravi, pač trave ogromno za kositi, tako da... Čevapi, trava in 10-40 sintetika. To je to taman. Tako, mogoče ni bila prava sintetika za čevape. Posebna mešanica, torej. Odkot ime Tramon? To me zanima. Tramon, dajmo reči, eno tako... Po moje na zemljevidu ga ne najdeš, tako da vsi tisti poslušalci, ki bojo zdaj šli na Google Maps, Tramon. Ga ni. Tako da smo mi nekako
doma ga poimenovali tako, sicer ime izhaja iz Tramon, to so terase. Aha, In iz tega je pol kao Tramon. nastal Tramon. Zdaj, ne spomnim se dneva, nisem bil še živ, ko je to ime nastalo, tako, ampak naj bi bila to ta štorija. No. Okay. Mislim, da vaš prvi singel je bil Hej, je tako? Kakšni so spomini kaj na to pesem? Mitja, ti ga odpoješ v Lidu. Sončni. Pač lepi spomini, ne, se je ful povezano s tem, da pač tudi opisuje samo besedilo. Naš pač prvi stik z starševstvom tudi, ne, naprimer. Povej, da hodi že v prvi razred. Ja, čeprav je bil komad njej namenjen. Ja. Samo je kaj, 6 let nazaj, ne? 7, matematika je ta. Ja, tako da to so ti spomini. No, vsak od skladb tudi na albumu ima nek spomin na določen trenutek, ne? Tako da meni dejansko ima nek smisel cel album, nik zaradi tega, ne? Ker pač opisuje neko obdobje, v katerem je bil tudi ustvarjen vsaka skladba, ne? Tako da... Okay. Torej, čakaj, Hej je namenjen tvojih hčerki, Mitja? Tako, mislim, ja, dejansko Katarinci sem probal zaokrožiti vse skupaj, ker tudi Marko oče, pa Simon potem malo zatem, tako da je kar nastajal tako. Jaz vem, ampak vprašam tako, kdo od vas vse je že starš v bistvu, torej pri Gedorah? Uradno? Uradno smo 3, zaradi statistik. Jaz sem vedel, da bo A neuradno nas to zanima? Ne, se hecamo. Ne, oni mu nimajo podatka, to je problem. Ja. 3 smo in je prav, da je nek balans, pol pa vse v svojem času. Torej, družinski pikniki z bendom so verjetno tudi malo babysitting, malo tako naprej. Mislim, fajn bi bilo, da naredimo prej kakšne vaje, če uspemo, glede na logistične probleme in ne boš kaj? Ja. Povejmo, zakaj, ne? Ja, povej zakaj. Bravo! Kdaj si danes zjutraj vstal, da si prišel na Radio Kapris iz Žitare vasi? Žitare vasi, da vejo, da je to v Avstriji, 15 do 5 sem vstal. Dobro, kot mi. Jaz celo za njim, če sem že pri tem. Jaz ostanem v 5. Dobro, smo omenjali Hej, pa glede na to, da je to bil prvi singel, gremo ga tudi slišati. Pa mogoče še kakšno besedo te pesmi takoj potem. Hej, Gedore, na Kaprisu 8:43 v živo. Mi bo dalo moč. Hej, Gedore, z vami takrat še Štefica, če se ne motim, je tako? Ja, Štefica, Stefi Graselli. Štefi Graselli zdaj, tako, Stefi Graselli. Allora, Gedore z nami v živo, tudi pogledate lahko na našem Instagramu. Drugače pa me zanima, da sedaj ste nabrali že kar nekaj lepih sodelovanj, ne? Slavko Ivančič, pa Rudi Bučar, z vsakim lokalnim glasbenikom ste že sodelovali, recimo, ampak vsak izmed vas ima najverjetneje tudi nekega svojega vzornika. Pa dajmo, Jan, s tabo začeti. Kdo je tvoj glasbeni vzornik? Mogem slovenskega, ali mislim? Mislim, mi smo brezmejni, veš, internationals. Vsak glasbenik ima več, imaš lahko več vzornikov, ne? Ampak recimo, da jaz sem začel v bistvu s Queenie, Brian May in to, John Mayer in take zadeve. Pri nas pa tudi jih je nekaj, tako da kot kitarist je Zdenko Cotič, je tukaj legenda primorska in je bil tudi moj učitelj, tako da on je eden od teh. Zdenko, Brian in John, torej kitaristi, glavno, da ne reči tako. Tomaž? Meni kot vokalistu je Bruno Mars top. Iz Istre pa Bruno Marsetič. Marsetič, ne? Na koncu ima meh. Ne, ja. A ti boš tudi kaj povedal, Marko? Jaz sem Bobnar, Ti se samo družiš z glasbeniki. Ne, da imaš enega, no? Moji vzorniki so tisti, s katerimi sodelujemo. Če ne verjameš v njih, ne verjameš v njih. V bistvu omenil sem Slavka Ivančiča, zate je v bistvu zelo pomemben Slavko, Marko. Zelo. Ker bi se takrat potegnil v to. Nisem bil še polnoleten, no, ko smo slučajno mu posodili vadnico, da je lahko zvadil in naredil vaje pred enim koncertom, sicer za eno drugo ekipo, in takrat se je rodilo to sodelovanje z njim in valjda hvala Slavku, da nas je povlekel že kot mladoletne nekatere na odre, ki jih mogoče marsikdo sanjal takrat. Tako da res lepa izkušnja. No. Tako je. Mitja? Se bom pridružil Markotu, no, oziroma pač jaz nekako mislim, da sem res faraoni odraščal, no.
In potem takem, potem tudi Queene, pa tujce, potem jaz sem še trobentaš, tako da lahko tukaj naštevam še 45 minut imena. Jaz bi dodal enega pametnega. Ajde. Ne, častljivih 50 let Platana. Seveda. Ne? Ne, mimo teh ne moremo, ker so vse nas po svoje malce preoblikovali. Mi smo sicer veliko let plesali ob vaši glasbi, na šagrah, pa na porokah smo vas srečevali. Je mogoče tega zdaj kaj manj? Se mogoče glasbe zdaj lotevate z drugega zornega kota? Kot si rekla, točno tako. Ja, nimam kaj za dodati. V bistvu vprašanje si dala odgovor. Ja, lahko ti postavim vprašanje. Ne, zdaj me zanima, z katerega zornega kota vas bomo zdaj spremljali. Torej, iz onega, kar si naštela, te poroke, šagre, ja, tam mogoče ni toliko prostora za našo glasbo oziroma to, kar zdaj delamo. No, se bomo trudili še naprej, sigurno tukaj kje igrati na kakšnih takih prireditvah, ampak je pa cilj tudi svoje koncerte in to pač promovirati, to skladbo in predstavljati, ja. Podajati to sporočilo. Mene pa zanima, ste bolj multipraktiki, torej vsi skrbijo za vse ali ima vsak neko svojo nalogo znotraj benda, kako imate kakšno delitev nalog oziroma kako imate to poštimano? Jan. Ja. Vidiš, kako smo... Vsi vse. Meni to... Se trudimo dosti delati stvari, različne stvari, vsi nekaj delamo sicer, ampak nekateri od nas imajo posamezne vloge in odgovornosti. Ja. Toškan je ful priden za se meni za stvari, tako da on dosti krat se zmeni za kakšne špile. Simona imamo kot financ ministra. Ja. Zdaj ga ni, ker šteje šolde. Alora jih je dosti, ne? Kovančki več se namerajo. Kdo od vas vedno zamuja? Onga, ki ga ni. Marko, dobro jutro. Ne, se mu pomagamo. Ni še ostal. Ni še ostal. Kaj kličete tudi na dom? Po potrebi kličemo tudi na dom. Tudi pridemo na dom, če rabi. Tudi res. Dobro, torej vsak ima neko svojo to zadevo. No, to nas izredno veseli, sploh zaradi tega, ker smo lahko malo pobrskali po temu. Jaz pravim, da je tle čas za eno obljubo. Da Gedore, glede na to, da danes ste prišli bolj na pogovor tudi v soju vašega albuma, ki ste ga izdali, pa Obrni se, singla, skratka, da pridete enkrat in da skupaj prizorimo en koncert tukaj, podoben kot je bil za našo otvoritev, ko smo imeli, ampak tukaj bi lahko naredili en koncert z ljudmi in tako v našem studiu, če je kdo za to. Če se strinjate. Ja. Mislim, da mi se lahko menimo, torej moramo vprašati, če... Se bo strinjal. Ga bomo. Ja. Se bo strinjal, če nekaj bomo prisilili v to. Izredno smo veseli vašega obiska in prav je, da zavrtimo še tisto, ki nas je pred kratkim razveselila, da je še ena taka lepa lovorika prišla s Popevke nazaj na obalo v naše kraje. Manca? Moram pa povedati, da vas bomo kmalu videli tudi na Altroke, ne? Boste tokrat. 29. junija, torej Altroke Istra Gourmet Festival, tokrat v Mareziga. Tako. Torej ne rabim vprašati, kje vas vidimo, ker smo povedali na Altroke. Torej. Ker je datum, tam pišem na tistem plakatu. 29. juni. 29. juni. Gedore, najlepša hvala. Mitja, Tomaž, Marko in Jan, hvala, da ste prišli. Hvala. Če rabite še en kafe, ga bomo zdaj skuhali. Prosim. Od tu do tam, Gedore, na Caprisu. Dobro jutro. Čau. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Capris. Dobro jutro, Radio Capris.